Pozdravljeni. Po koncu zadnje dirke na letošnjem koledarju je prišel čas tudi za komentar celotne sezone 2025. Najprej bi vas rad opozoril, da danes ne bomo tu imeli neke vrste obnove, kaj se je zgodilo v vseh 24 dirkah za veliko nagrado. Verjamem, da ste prvenstvo spremljali in seveda, da ste videli in razumeli, kaj se je na posamezni dirki zgodilo. Danes vam bom predstavil moj pogled, moje razumevanje celotne sezone 2025. In tu bomo najprej se ustavili pri pomembni točki, ki velja v vseh kategorijah motošporta. Zmagovalec ima prav. Ali vam je to všeč ali pa ne. In ne moremo mimo dejstva, da so pri McLarenu napravili tekom celotnega leta kar nekaj napak, ampak na koncu so postali svetovni prvaki tako med konstruktorji kot tudi med vozniki. Torej imajo prav. Nekateri izmed vas se verjetno s tem ne boste strinjali, ampak tu si mora vsakdo postaviti neko bistveno vprašanje. Zakaj smo mi doma na kavču in gledamo dirko na televizijskih sprejemnikih? In zakaj so oni tam sredi dogajanja v oblačilih papaja oranžne barve in na koncu osvojijo oba naslova? Vprašanje, ki verjetno marsikomu ne bo všeč, ampak ki pove nekaj bistvenega. Da naše mnenje, čeprav legitimno, mnogokrat lahko tudi ni relevantno. A treba je povedati, da sezono 2025 bi lahko na grobo razdelili kot običajno na dva ločena dela. In zanimivo je, da prvi del je tisti, ki je praktično od samega začetka pa do poletnega premora, in drugi, seveda po koncu poletnega premora, tja do finala. Ne gre za delitev, ki bi jo lahko nekako umestili koledarsko, namreč ne gre za dve polovici sezone in tudi razdelitev ni namenjena istemu poletnemu premoru. Gre za nekaj drugega. V prvem delu sezone smo videli predvsem prevlado McLarena. Max Verstappen je sicer dosegel 2 zmagi, ampak glavno je sledilo potem. Če se kdo spomni o veliki nagradi Nizozemske, je Max Verstappen za Oskarjem Piastrijem zaostajal za 104 točk. Ni ga samo dohitel, temveč tudi prehitel pred samim koncem sezone. Ne smemo pozabiti, da praktično v domačem okolju na Nizozemskem, na veliki nagradi, ki je, lahko bi dejali, vrhunec za tega šampiona Formule 1, je stopil na zmagovalni oder in do konca sezone ga ni zapustil. Tu bi lahko seveda sedaj začeli ugibati, kje sta bili tisti dve usodni točki
za Maxa Verstappena, da je na koncu prvenstvo končal kot drugi. A preden se lotimo takšnega razmišljanja, se moramo zavedati enega dejstva. Če hočemo razumeti pravo razmerje moči v letošnji sezoni, se najprej moramo vprašati nekaj. Kolikokrat tekom celotne sezone je bil Max Verstappen vodilni na lestvici voznikov? In to lahko primerjamo z rezultati, ki smo jih videli pri Oskarju Piastriju in Landu Norrisu. Šele ta podatek lahko nam, navdušencem, da neko bolj realno sliko. In nekateri bodo dejali, da je Max Verstappen izgubil prvenstvo zaradi tega, ker je Lando Norris prehitel Andrejo Kimija Antonellija na dirki za veliko nagrado Katarja. Ena izmed, recimo temu, lahko spornih mnenj, da ne rečem kaj drugega, kot bomo videli v nadaljevanju. Namreč, če je že kje pridobil Lando Norris 2 točki v primerjavi z Maxom Verstappenom in mu je bilo to podarjeno, je seveda se treba vrniti na veliko nagrado Italije in na moštvene ukaze, ki so ali pa tudi niso bili sproženi v smislu tako imenovanih papaja pravil, kar je zopet neka nebuloza. Ampak mnogi bodo dejali, da Andrea Kimi Antonelli, ko je izločil Maxa Verstappena na veliki nagradi Avstrije, je povzročil tisto, imenujmo jo, kritično izgubo točk. A ne bom se strinjal. Namreč tudi pri McLarenu smo videli ogromno odstopov, še več kot pri Red Bullu. In če že moramo dobiti neko epizodo, kjer je po nepotrebnem, neumnem Max Verstappen izgubil dovolj točk, se po mojem skromnem mnenju moramo vrniti k veliki nagradi Španije, kjer v boju z Georgem Russellom res ni bilo potrebno storiti tistega, kar smo videli strani Maxa Verstappena. Ampak takšen je njegov karakter. Če bi Max v tisti epizodi deloval drugače, ne bi bil Max. Takole bi lahko dejali tudi, da je razlog, zakaj Maxu Verstappenu letos sta zmanjkali 2 točki, predvsem v tem, da Red Bull ni imel pravega drugega voznika. Ne Liam Lawson in niti ne Yuki Tsunoda nista bila na nivoju, da bi Maxu Verstappenu pomagala. Pomagala tako, da bi nasprotnike na lestvici potiskala navzdol. In to je verjetno tisti glavni razlog, zakaj smo videli na koncu tak razplet, kot smo mu bili priča. In konec koncev velja se tudi zamisliti. Res, Max Verstappen je imel fantastični finale sezone. O tem ni najmanjšega dvoma. Ampak dejstvo je, da so bili pri McLarenu pošastno slabi. Tudi, če so zmagali obe prvenstvi. Govorili smo o tem, da je Oskar Piastri na poti do samega finala izgubil ogromno število točk, ampak tudi Lando Norris ni bil fantastičen. Lahko bi dejali, da bi prave ekipe s pravim pristopom svetovno prvenstvo tudi med vozniki zaključile matematično nekje tam oktobra. Ampak to vztrajanje na neki enakosti, na neki poštenosti, na nekem načinu dirkanja, ki je blizu Landu Norrisu, je pripeljalo do scenarija, kjer bi
kmalu vsaj enega izmed obeh naslovov izgubili. In res, tu je treba poudariti, Lando Norris je s tem svojim načinom nekaj dokazal. V mojih očeh je dokazal to, da je pravzaprav malo manjkalo, da ne bi letošnje sezone končal kot drugi. Zatorej tista načela enakosti, poštenosti in ne vem kaj še drugega, verjetno v Formuli 1 v večini primerov ne rodijo pravih sadov. Zato bi lahko dejali, da pravzaprav sezona kot taka nam je ponudila ogromno, če ne drugega, ogromno enkratnih iztočnic, kako razumeti Formulo 1, kako jo spremljati, konec koncev, kako se tudi obnaša. Pri skuderiji Ferrari lahko govorimo, da se je ponovil podoben scenarij, kot smo ga videli leta 2014. Tudi takrat, na primer, Kimi Räikkönen ni prišel na oder za zmagovalce. Med konstruktorji so bili na koncu četrti in seveda zmage ni bilo ne blizu in ne daleč. A treba je povedati, da že ob sami predstavitvi modela SF-Pomišljaj 25 sem bil skeptičen, čeprav strani marsikoga izmed vas kritiziran. Ampak to ni važno. Na koncu smo videli rezultat. A dejstvo je, da podobno kot Sebastian Vettel v sezonah 2019 in 2020, Lewis Hamilton ni dobil tiste podpore, ki bi jo moral strani ekipe. Namreč Formula 1 je kategorija v motošportu. Motošport, torej stroj in človek. Ampak človek ni samo voznik, temveč je celotna ekipa. In če tu zadeve ne delujejo, nismo razumeli nič. Pustimo sedaj tiste neskončne obljube, od tega, da na začetku sezone vsi pravijo, kako bodo osvojili naslov med konstruktorji in prvaki, kako je treba odkleniti potencial, potrebno bo počakati samo še dirko ali dve, do onega, kako pomembno je biti na drugem mestu med konstruktorji in ne nazadnje, brez skrbi, letos je bila neke vrste prehodna sezona, pravi rezultati pridejo naslednje leto. Zgodbe, ki jih poznamo in kateri smo, marsikateri izmed nas, dobesedno že si. A videli bomo, kaj se bo zgodilo. Leta 2014 je po tisti katastrofalni sezoni sledilo ogromno menjav v sami ekipi. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnjih mesecih, ampak dvomim, da bomo videli kakšno revolucijo. Mnogim se sedaj sprašujejo, kdo je največji poraženec. Lewis Hamilton ali na primer Oscar Piastri. Piastri je bil dolge mesece favorit za naslov in po mojem je največjo napako napravil v celotnem vikendu velike nagrade Azerbajdžana. Tam je izgubil dokončno tisti elan, tisto prednost v točkah in pri McLarenu so seveda začeli potiskati v ospredje Norrisa. Pustimo sedaj, zakaj so se tako odločili. Zmagali so in imajo prav. A dejstvo je, da pravi šampioni, kot na primer Max Verstappen, se nikoli ne bi upognili na razne moštvene ukaze, še posebej na tiste, ki so njim v škodo. In govorili smo o veliki nagradi Italije. Če sedaj nekdo poveže ti dve stvari, mu bo takoj jasno, kaj bi napravil svetovni prvak Formule 1 in kako bi se obnašal. Rezultat na koncu bi lahko bil
čisto drugačen. Če smo sedaj govorili o Piastriju in smo seveda omenili Lewisa Hamiltona, je treba dodati, da dokler mu Ferrari ne bo dal spodobnega bolida, ki bo vsaj v povprečju, nobene sodbe o njem se mi ne zdi pošteno izreči. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v letu 2026. Med svetlimi točkami, tako po rezultatih, kot tudi po samem načinu vodenja ekipe, ne smemo mimo Williamsa, ker je James Woods napravil revolucijo, ki je prinesla rezultate tako na konstruktorski lestvici, kot tudi na samih dirkah. Ne smemo pozabiti, da je Carlos Sainz mlajši dvakrat prišel na zmagovalni oder, kar je med vsemi preostalimi verjetno najboljši rezultat. Mnogi so morda pričakovali več od ekipe, kot je Aston Martin, a tudi njih pričakujemo v naslednji sezoni malce bolj konkurenčne, ampak vprašanje je, če bodo lahko ta visoka pričakovanja tudi izpolnili. Med preostalimi res imeli smo svetle trenutke, katere so mediji dobesedno napihnili do onemoglosti. Namreč spomnimo se, kaj je bilo vse napisanega, ko je, na primer, Nico Hülkenberg končno prišel na zmagovalni oder. Verjetno Lando Norris, ko je osvojil naslov svetovnega prvaka, ni dobil toliko pozornosti in toliko člankov kot sam Hülkenberg. Ampak tudi to je Formula 1. Seveda, pri tistih, ki so iskreno razočarali, ne moremo mimo ekipe Alpine. Seveda, od naslednje sezone ne bo več pogonskih sklopov Renault in ekipa, ki je bila nekoč Toleman, nato Benetton in seveda mnogokrat spremenila ime iz Renaulta v Lotus in nazaj v Renault, ne more mimo tistega, kar je očitno. Namreč zaupanje v ostarele kadre, ki nimajo idej in ki uporabljajo stare trike. Res, ostarelega psa novih trikov naučiti ne moreš, ampak vztrajati pri, na primer, Franku Colapintu, samo zato, ker ima finančno zaledje, se mi ne zdi najbolj bistra zadeva. Zanimivo je, da Lensa Strolla se še zmeraj kritizira, Franco Colapinto pa kot da ga ni na štartnem razporedu, čeprav ga redko kdaj vidimo. A to ni bistvo. A treba si je priznati, da sezona 2025 je bila dobra, je bila zanimiva, je bila navdušujoča. Morda kdo na koncu ni bil zadovoljen z rezultati, ampak če nekdo zmaga, moramo imeti tudi skupino, kjer so vsi ostali poraženci. In seveda med publiko so pristaši enega in seveda tudi drugih. A rad bi tu poudaril še nekaj, kar je mene osebno zmotilo. Dobro vam je znano, da se javno ukvarjam s Formulo 1 že kar lepo število let. A letos sem opazil, kako se je neke vrste toksično vzdušje med samo publiko nekako povzdignilo na nek nivo, ki ga nisem bil vajen do sedaj. Na srečo zaenkrat ne še tu na mojem kanalu, ampak na splošno vidim kar precejšnje število zafrustriranih posameznikov, ki žalijo, ki želijo nekomu le najslabše, samo da bi sami sebe povzdignili iz tiste črne, globoke, depresivne luknje, v kateri so se znašli. In tu treba nekaj narediti.
Ne samo na nivoju navdušencev, ampak na nivoju celotne družbe. Kajti posameznik, ki je neuk, ki je recimo temu preprost ali pa zaostal, s tem, ko je glasen in kriči svoja morda ne preveč pravilna prepričanja, ne more imeti prav samo zato, ker je glasen. A seveda verjamem, da mnogih se te besede niso dotaknile, kajti oni gledajo dirke v času po nedeljskem kosilu, predvsem zato, da jim razno kričanje pomaga pri prebavi. A verjamem, v letu 2026 bo mnogo sprememb, mnogo novega in verjetno, vsaj upamo, tudi mnogo bolje. A za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.